Živ, v Halozah sem oziroma v Žetalah. Fužinar Batuje organizira zdajle en demo, gorska demo oziroma za strmine. Pripeljal je Rapid švicarske strojčke, v glavnem neki tistih robotiziranih zadev, pa tile ročne. To se pravi enoosne traktorje. Je pa vse na hidrostatičen pogon. V kaj še povem, da Fužinar Batuje obratuje že od leta 1991, od leta 2002 je pa uraden zastopnik za tele švicarske stroje. Rapid. Še ima uvoda z muziko, pa akcija. Poznate, to je znano švicarsko podjetje, ki proizvaja kosilnice že približno 100 let. Se pravi, tukaj od klasičnih enoosnih traktorjev vam predstavljamo najmanjšega 7-konjskega, to je Rex, ki ga vsi dobro poznate. Potem tam je Monta, ki je lahko 14, 16 ali pa 23 konjska, in ta dva sta namenjena predvsem za kmetijstvo, se pravi za košnjo, za grabljenje, obračanje sena, se pravi senena linija. Danes smo vam pa pripeljali še pokazati stroje na daljinsko upravljanje. Mi tukaj vam predstavljamo dva, eden je Vario 25 konjskih moči, to je ta tukaj na moji desni. Ta tukaj večji je pa Vario 50 konjskih moči. Se pravi, ta princip švicarskega noža so prenesli tudi na radijsko-vodene goseničarje. Opremili so jih s 3-točkovnim priklopom in kardanom. To pomeni, da lahko na njih priključujete pravzaprav vse standardne traktorske priključke. Tu je v bistvu velika prednost, ker cilj je, da bi tak stroj služil kot traktor v vseh letnih časih in bi mu samo zamenjevali najrazličnejše priključke. Zdaj za mano že izpustil Rapid Monto, 25 konov, spred ima mulčat tapet, na Y nože, taka malo početna izvedba. Delam pa trenutno z daljinčkam. No evo, dale majster, ta prvi tam ne malo za ugrevanje šel, da gre pa še v res oren breh, no. Tole pa ne vem, jaz po moje tudi po vseh 4 ne bi mogel priplezati. V glavnem, cela kosilnica ima tako ne elektropravljanje, ampak senzorsko upravljanje, to se pravi, vse je hidrostatično, nobene kakšne fizične posebne moči ne rabiš, to lahko dobesedno tudi ženska deva, če je malo bolj zvežbana. Kakor se vidi, ima tamle tudi gumikolesa, špicam, to zato, da je še malo bolj prilagodljiv, kakor pa sam aluminijaste. Ampak kam pleza majster, to je noro, ej to. Pa ta je zmešan, stari. Domajo pa Švicarje pa Slovence posvetovane, kam se da, koliko pride, koliko še kaj preleze. Tako da ja. Imajo kar zabavno. Ja, se vidi, Prej sem omenil, da ima senzorske komande. Je pa opcija tudi klasično mehanske. To se pravi, če je mehanska, ima nazajle, gas, bremze, te zadeve. Na senzorske ima pa pač kabel, da je signal, da je na tiste aktuatorje. Tlele zadnji pa tudi se bremza skriva prtel, stvarc. To v glavnem mislim, da morajo v 3 do 7 sekund nek vse skupaj postaviti. To je po zakonu. Zaradi varnost, ker drugače se to vrti pa vrti. Kaj zagon. Teža tele kosilnice oziroma traktorčka z mulčarjem ured pa s telem biciklom je prvem bližen 350 kg, tako da je kar nekaj nanese. Prazen pa slabe 200, ampak to je spet odvisno v teleh koles, kva je. V kaj imaš tiste aluminijaste, v kaj navadne, v kaj pa tele gumijaste špice ven. Tele so drugače kar težke, dosti težjih polne aluminijaste, ampak prav pride, lik zato, ko se upogne. Ti ga po strmem voziš, če je kakšen tak kamen, skala, da se mu prilagodi, ker na aluminijaste pa kot skoč, pa spodrsne. To je recimo en plus
gumijastih koles s telom čepen ven. Ta je mrtvi moč, ko upaleš, paleš hidravlika. Če se ustrašiš, da se kaj vode spusti, se bo ustavil stroj. Okay. Ne gre nikamor. Za upravljanje naprej, zaviješ to krmilno ročitvo naprej. Hitrej, ko boš, hitrej bo stroj letel. Bolj ko boš dal nazaj, bolj bo šel nazaj. Če imaš tu v sredi, je to nek ničelni položaj, se stroj ustavi. Za karmiranje levo-desno pa se upravlja samo ta ročica. Bolj ko boš pritiskal, je hidravlika, bolj bo zavigalo. To se pravi tudi na mesto obrne. Če čist gledaš, kje gre ta kolo naprej in nazaj. Aha, čist. Ničelni obrat. Lahko ga še. Postaviš tako, zasukaš, ne rabiš ne. Ali pa da bi šel upravljanje s ročicami, da si ne strmini, da ga od spodaj popravljaš, pa se lahko zaviva levo-desno. Aha, a stole? Ja. Zdaj, za lažje obratovanje je to. Je bolj kratko. A je to samo dodatna opcija, pa še da si na mizi. To vidimo. Da nam že kuj vse skap zvrnil. Evo, že diva. V glavnem požira čist dober, požira tipi top. 7-krat na leto pa pasamo od kola in tako poslet v hribe. Kvatera je ga 23 konov. Drugače pa res čistim, ker je vse hidrostatično. Tega le samo za gas spreminjam, drugega pa ni. Volan pa tudi sam levo desno. Je pa delovna širina tega mulčarja zdaj je gor 130 centi. Evo, pa se pa rotor videla. Zdaj dvignul. Za mano zadnji upogona tale robotska mulčar RoboFlail od Rapida. 25 konov ima tale zadevca. Spredi ima tudi tako rečen trotočkoven priklop prve kategorije. Na kardan se da tudi kaj drugega pa gor priklopiti, ne vem, zgrbljalnik, obračalnik. Je pa opcija pa, da se kupi tudi ena prirobanca, da pa še tiste klasične priključke za kosilnice. Tudi na tisto Lemonto ali pa nekje okoli drugo kosilnico od Rapida pač je opcija pa je pripet malo morje priključkov, mislim, da je 20 variant. Ne vem, od metledu, zgrbljalnika, obračalnika, snežne frize, ni da ni. Delek je malo bolj strmo, mu iztegnil gosenice. Je pa to opcija, da se vsaka gosenica posebej steguje, ni paralelno. To se pravi, če ti visiš pa če paralelno se v kaj naredi, da te prvo ta zgornjo gosenico stegne, zato ker gre lažje v oleke in skipaš vse skupaj, ne. Tele pa pač vsako posebej, ali sam ta zgornjo, ali sam ta spodnjo, oziroma sam ta levo, pa sam ta desno. Mislim pa, da se za ne 50 centi stegnajo, to malo naprej bližnje govorim. Pa mislim, da je pa maksimalna širina 1,75 m, unaj pa 1,25 m, no nekaj takega, če čist skup. Delovna širina pa tudi mislim, da je tistega mulčarja tamle okoli 130. Zato jaz zdaj dosti od oka govorim, no, pa bližnje nekaj takega mora biti. Tamle zadnjih ima tistele 2 cilindra, če se vidi. On s tem cilindrom dviguje priključek pa spušča. Ponavadi takrat se obrača, to se pravi, da rad dol, da gre priključek gor. Kada pa rad gor, pa gre priključek dol. Verjetno ima tudi več opcij poj, ne vem, plavajoče, to tret. To še nisem pregledal, no. No evo, tistlej pa še z majhen manj modelom se zapodil not, pa s tisto strižno koso. Majhen lažji je, pa čisto špičaste kolesa ima gor. Ne vem, do koliko stopinj gre to, do 50, 55, kaj je s tem? Zdaj
Zdajle sem lik Janijo Narajmov iz Požinarja, pa imam par vprašanj za njo. Živijo. Živijo. Nekaj me zanima, koliko imajo tukaj konjev pa teža? Ta tukaj je 25 konjski, ima tono 100, tisti, ki pa prihaja, je 50 konjski, tisti ima tono 500 in to samo stroj. Na tega lahko priključiš 350 kg priključek, največ, tam pa 500 kg priključek. Aha, motorico pa sem prej videl, da so Janmar, koliko so cilindrov? Ta tukaj je 3-cilindrski Janmar dizel, na ta večjem pa 4-cilindrski Janmar dizel. To so najboljši dizel motorji na tržišču trenutno. To se pravi jezik, kar zadeva. Sam stroj je narejen iz drobno zrnatega jekla S700 in vsi zobniki so iz Hardoxa. Kaj pa menjalnik? Menjalnik je Zuidberg, to so najboljši menjalniki, ki jih najdemo na vseh kopačih, bahrih. To se pravi, kar trotočkoven priključek naj bi iz kategorije 1, kamot traktorski. To je velika prednost, ker če ima stroj 3-točkovni priključek, lahko ti na njega priključiš vse standardne traktorske priključke. To se pravi, to že kot en traktorček, sam na daljinca. Ja, v bistvu Švicarji na Rapidu vedno imajo to princip tega švicarskega multifunkcijskega noža. Se pravi, naj bi njihov stroj bil kot švicarski nož, s katerim lahko delaš več funkcij tudi tukaj. Naj bi tu bil traktor, ki ga kupiš in ga rabiš v vseh letnih časih. Se pravi, na njega priključiš lahko mulčer, kosilni greben, zgrabljalnik za seno, vitel, lahko imaš gor snežne deske, tako da resnično ga porabiš v vseh letnih časih, ker če imaš neko tako investicijo, mora to biti kot traktor pri hiši, ne? Če pa ima stranka željo, da priključuje priključke, ki so na drugih strojih od Rapida, če že ima slučajno doma, lahko s posebno prirobnico ta 3-točkovni priklop spremeni v enotočkovnega. In pol lahko, če imaš ti doma že kosilnico Monto, daš isti kosilni greben, isti multitwister tudi na tega robota. Sicer verjetno tele zadeve so še vse bolj zanimive za komunale, a ne? Jaz imam recimo tukaj eno stranko v Halozah, ki ima že tak stroj doma, je čisto kmet, v vsaki paši moraš ti delati tudi čistilne košnje, se pravi, ali kosiš ali pomulčaš, oziroma bom rekla, prihodnost kmetijstva je v digitalizaciji, tako kot vse ostale panoge. In poudarek bo na temu natančnemu kmetijstvu, da boš ti delo ločil od človeka, ker ti na strmini je delo zelo nevarno. In zdaj, dobro, včasih ti stroj pomaga, da se držiš na njega, ima veliko lažje ga je spremljati z ene točke. Ja. Kako pa je s tilem, recimo, tem navadnem kosilnicah smo jim prej gledali, kjer so pa kaj najbolj popularni modeli? Najpopularnejši je tisti, ki ga zdaj vidimo gor v delu, je Rapid Rex, ima 7 konjskih moči, samo ta zverina, na njo lahko daš 160 cm kosilni prstni greben ali pa komunalni in dejansko gre na strmine do 55 stopinj. Tu so največje strmine, na katere človek si sploh še upa hoditi za njim, ker dejansko odpove človek, ne stroj. Zdaj lahko se opremi z različnimi zobatimi kolesi, najnovejša so Flexi Spike kolesa, ko so kavčuk brizga na jeklene obroče, je dejansko se upogne samo tisti del, ki gre čez kamen. Vse ostale konice pa še vedno držijo stik s podlago. Potem ta druga je pa 14 konjska Monta. Resnično na to pa lahko daš že dvojni rez, štirikotni broad gauge mover in pa multitwister 190 cm, ki tudi prihranijo ogromno ročnega dela. A to je malce manjša izvedba, kakor je tista le tudi Monta tam smo gledali? Ne, v bistvu po velikosti je čisto enaka, samo na isti platformi z različnimi motorji dobiš ven ti lahko 6 različnih strojev. 14, 16 ali pa 23 konjski motor in vsaka je lahko mehanska ali pa senzorska. Zdaj, če je mehanska, jo voziš s krmilnimi ročicami, če je pa senzorska, imaš pa možnost tudi, da jo voziš preko joysticka. Tako, kot smo te prej pa kazali. Tako, kot prej. Kaj pa je ta VRA, ki sem tudi videl, a to je pa vrh ponudbe? Ne, jaz bom rekla, noben ne predstavlja vrha ponudbe, zato ker vsak je kralj v svojem razredu. Bom rekla, za košnjo na veliki strmini kraljuje Rex. Če imaš ti dolge, velike površine, kraljuje Monta 14 konjska, bom rekla, pri spravilu sena. Če imaš pa komunalno rabo, da moraš delati v mestu ali pa v zemlji, da imaš vrtavkasto brano za kopalec kamenja, pa kraljuje VRA. To pa dosežeš v bistvu z različnim položajem koles. Če služi stroj za košnjo, ima kolesa zelo na široko postavljena in nazaj potegnjena, da čim bolj pade teža naprej. In več ko obteženo spredaj, bolj si stabilen na strmini. Če pa imaš za komunalno rabo, so pa kolesa veliko bolj v sredini stroja in bolj na ozko
postavljena, ker priključki niso tako težki. Da so bolj take razlike. Ja. Jaz sem bolj ravninc, ne spoznam njih toliko Ja. na tele strmine. Ja, tako. Ok, super, pa zaenkrat je to, se verjetno bi lahko še govorila en cajt, ampak da ne predolgo. Je Hvala. zaenkrat to, pa pojdimo Me še malo veselilo. pogledati, kaj se dogaja. Okej. Hvala. Živijo. Živijo. Evo, dele ga je takole uglihal, bomo pa spreminjati, manj od cilindre, da kot spreminja. Evo, dviguje eno stran ali drugo stran, čist po želji. Ne vem sicer, koliko gre po centimetrih to luft, ampak je pa to fajn. V sence pa tudi, v kaj gre sam ta not pa ven, v kaj samuna, je čist neodvisna eno drugega vse skup. Evo, dele ga recimo to stran čist dvignul ven, spustil. To je, kada če takole dol bi su, bo ta pozicija ta prava verjetna, če mene vprašaš. Saj nam rekel, da imam kaj dosti pojma, ampak pa v logik sklepam. Evo, zdaj pa še malo tvač, ta bi bil tudi za silos, tvač je dober. Tono pa poma, prazen, brez priključka. Can you please tell me how this works? Level 1, up, left side, down, left side. Right side, up, right side, down. If you're going forward, have a little bit speed. Make a click over here to the left. The truck is going out. Okay. Make a click to the right joystick. The other side is going out. One click to the middle, the left side is going in. And this joystick means turn to the left or to the right. So, okay. The front attachment is going up or down. You have a special function here, so you can use it with potentiometer to the front attachment. So if you are in uneven ground, turning a little bit to around to the right side, so the machine is lifting. So it's like EKR on the tractor. It's on a tractor, yeah, with no pressure. Only the attachment is on the ground. Yeah, I understand, yes. You can lift it, and here it's going down, so if the ground is uneven. That's the most important. Ok, super. Thank you very much. Tlele, v kaj tole razliko povem, sem lih videl, da v petje tle se pač kar pri traktorju dviguje, spuša. Prvo je pa tako bo, kot smo prej videli, da ima zadnji cilindre, pa se mora dviga pa spuša. Tale ima pa spredaj to čisto ločen, ima bolj profesionalna. Komplet v petje se spreminja, mislim gre levo, desno. Demo se zaključuje, mašine grejo naprej, švicarje grejo dam, še več brhove, kot smo tlela. Tako da, če še kaj več zanimal, jaz sem nekaj malega sicer pokazal, nekaj sem povedal, nekaj smo skupaj povedali pa pokazali. Če pa še kaj več zanimal, se pa kar na Fužinarje obrnite, bo na odtlej kontaktne podatke, se na to zastopijo na polno, tako da tam boste vse zvedeli. To je to. Živ! Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gore, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!